Pozdravljeni. Sredi prvega dirkaškega vikenda v sezoni 2022, točneje v soboto 19. marca, so pri FII objavili končno poročilo o dogodkih iz Abu Dabija. Dokument, ki je izjemno zanimiv in kjer si bomo v naslednjih minutah pogledali, kaj vse so zajeli in česar se v bistvu sploh niso lotili. Poročilo kot tako verjetno marsikomu izmed vas ne bo povedalo nič novega. Namreč v preteklih dneh smo pravzaprav izvedeli za vse spremembe ter vse posledice. Od menjave direktorja dirke do sprememb v pravilniku in še bi lahko naštevali. A dokument je po mojem mnenju izjemnega pomena. Namreč mi, navdušenci, imamo v prvi osebi možnost vpogleda v dokument, ki razrešuje to kočljivo situacijo. Mnogokrat je bilo govora v Formule 1, da določene zadeve dobesedno pometejo pod preprogo. Tokrat ne. Imamo dokument, kjer je opisano vse. Namreč dogodki, radijske komunikacije, odločitve, ki jih je kdo sprejel, to iz stališča uradne ustanove. Ni nekega navajanja takšnih ali drugačnih člankov, bolj ali manj posrečenih prepisov, prevodov, interpretacij. Ne, imamo uradno verzijo. In v tej uradni verziji so tudi razložene posledice ter spremembe. In verjamem, marsikoga izmed vas bo tudi v resnici zanimalo, kaj v tem dokumentu piše. Zato v opisu tega prispevka imate bližnjico do uradne strani FIA, kjer je dokument na razpolago vsem nam. Dobro je tudi zaradi tega, da imamo neko osnovo, ukolikor pride do kakršne koli diskusije. Namreč do sedaj smo morali zaupati takšnim ali drugačnim člankom, takšnim ali drugačnim interpretacijam, boljšim ali slabšim prevodom. Sedaj ne. Imamo tisti dokument, ki je temelj vsega. Kljub vsemu bomo videli v nadaljevanju, da vseh težav pravzaprav niso rešili. A pojdimo po vrsti. Kot vam je dobro znano, nikoli nisem bil zagovornik, podpornik, častilec Mihaela Masija. Ne bom našteval vseh priložnosti, kdaj me je razočaral in kdaj pravzaprav je pokazal, da ne pozna osnov pravilnika Formule 1. In to je bil njegov poklic. Zanimivo je, da pri FII so bili do njega izjemno prijazni, namreč res odstranili so ga iz funkcije, ampak po poročanju nekaterih virov se sedaj nekako skušajo domeniti, kam bi ga lahko premestili. Sam se sprašujem, kakšno avtoriteto ima lahko funkcionar, ki je v takem poročilu praktično označen za edinega krivca pri nastali situaciji. In verjeli ali ne, v poročilu piše eksplicitno, da na zadnji dirki so bila kršena pravila. Kršili jih niso ne nastopajoči, ne njihovi vodje ekip, temveč sama FIA, sam direktor dirke. In tudi o tem bo kar nekaj besed seveda v nadaljevanju. A najprej moram razložiti, zakaj menim, da sam Masi ni bil vešč poznavanja pravil. Lahko bi našteval rahlo obskurne primere, ampak vrnili se bomo k enemu, ki bo vsakomur izmed nas jasen. Tistemu dogodku, vezanemu na veliko nagrado Belgije. In sedaj mi verjamete po vseh teh spremembah, da dirka onega ne moremo imenovati. Zakaj so bile takrat sploh podeljene točke? Ne zaradi tega, ker je nekaj navdušencev kupilo vstopnice, ampak zaradi nerodnosti, zaradi nepoznavanja štartne procedure. Če se dobro spomnite dogajanja, je Mihael Masi
najprej zaukazal voznikom, da opravijo 2 formacijska kroga za varnostnim avtomobilom. Žal v štartni proceduri Formule 1 tega postopka ni. Obstaja formacijski krog. In ukolikor pride na sami štartni proceduri do kakega zapleta, naprimer, da se enemu izmed nastopajočih ustavi pogonski sklop, se štart zaustavi in proceduro začne znova. Seveda odšteje se en krog od skupne razdalje, ampak 2 zaporednih formacijskih krogov v proceduri ni, še danes ne. In če se dobro spomnite, potrebno je bilo prav slišati komunikacijo z Red Bullom, da so ga opomnili, da s tistim drugim krogom za varnostnim avtomobilom se je v resnici dirka začela in morajo speljati do konca v 2,5 urah, tako ali drugače. Torej, ni bila neka prosta odločitev direktorja dirke, temveč odraz njegove nerodnosti. Seveda, vsi vemo, kako se je končalo in kakšni so bili izgovori. Prav izgovori v tem prispevku bodo imeli ključno vlogo. Sedaj lahko vsakdo izmed nas nekako začenja razumevati, da bivši direktor dirke pravzaprav ni razumel, kakšen duh je potreben za interpretacijo pravil Formule 1. Lahko bi tudi v Belgiji imeli več kot 2 formacijska kroga. Le po koncu vsakega bi morali nekako prekiniti proceduro, zapeljati skozi bokse oziroma to pravilno obvestiti in pokazati ekipo. Jasno je, da direktorji ekip, ko so videli, da imajo na nasprotni strani takega sogovornika, so to njegovo slabost začeli izkoriščati. Tudi zaradi tega je prišlo do tistega, po mojem mnenju, rahlo sramotnega dialoga med predstavniki ekipe Mercedes, Red Bull in seveda vodstvom same dirke. In sedaj v poročilu lahko vidimo, da mi, navdušenci tega dialoga, ne bomo več deležni, da ne bo več teh komunikacij in tudi komunikacije bodo bistveno bolj zapletene. A ni težava v komunikaciji? Težava je v tem, da oseba na nasprotni strani je podlegla pritisku in tu mislim, da se vsi strinjamo. Tudi v obdobju Charlieja Whitinga, kateri je omenjen v samem poročilu, se kaj takega ni zgodilo, kajti Charlie Whiting je točno povedal vsakomur, do kje se lahko spusti in kaj je vloga enega in drugega na določeni dirki. A seveda, zgodilo se je nekaj, kar tudi pri FIA niso bili sposobni popraviti. Namreč Maxu Verstappenu je bil dodeljen naslov svetovnega prvaka, ampak sedaj v poročilu vidimo, da vse ni bilo skladno s pravilnikom. In te zadeve ne bomo nikoli rešili. Nekateri navdušenci bodo pravili tako, drugi drugače, FIA je priznala svojo zmoto. Težava je nekje drugje. Namreč v svojih priporočilih so pri FIA praktično povedali, kaj je potrebno storiti. Zamenjava glavnega in odgovornega, ki je konec koncev, bomo videli, postal tudi neke vrste grešni kozel. Nadomestili so ga praktično z novima 2 direktorjema dirke, pridodali so seveda neke vrste pomožnega direktorja dirke in seveda spremenili pravilnik. A to ne reši enega izmed glavnih problemov, ki je nastal in ki ga verjetno nihče ni opazil. Namreč, kjer v Formuli 1 in njenih pravilih ne piše, da se nekdo ne sme zmotiti. A zaradi tega imamo določene varovalke, ki, ukolikor pride do zmote, nekako skušajo nastalo situacijo tudi popraviti. In to je ta inštitut, imenovan protesta ali pritožbe. In ukolikor ni bilo jasno direktorju dirke, da so pravila rahlo drugačno od tistega, kar si je sam zmislil, kako je možno, da je bil protest tovarniške ekipe Mercedes dobesedno zavrnjen.
Seveda, tudi o tej zavrnitvi piše v tem dokumentu, kot sem povedal, enkratna zadeva, ker je opisano vse od začetka do konca, brez filtrov in izjemno realno. Namreč navaja se, da so tisti komisarji, ki bdijo nad spoštovanjem pravilnika, pač sprejeli interpretacijo Mihaela Masija. In to je poenostavljeno, da on lahko odloča nad tistim, kar piše v pravilniku. In seveda v poročilu smo ugotovili, da direktor dirke ne sme odločati v nasprotju s pravili. Seveda ima prosto moč presojanja, kakšen inštrument bo uporabil. Naprimer, nikomur ni treba razlagati, zakaj bo varnostni avtomobil na progi 3, 4 ali 5 krogov. Ampak v trenutku, ko se bo odločil za to potezo, mora slediti postopku, ki je pač opisan v pravilih. Ne sme jih upoštevati do polovice. A ne, tisti 4 odgovorni pri FIA so dobesedno dali prav Masiju in zavrnili protest tovarniške ekipe Mercedesa. O tej napaki, ki je bistvena tudi v prihodnje, pa v poročilu FIA sploh ni bilo omembe. Zakaj ne? V bistvu ne vem, kaj ti podobne zadeve se bodo lahko zgodile tudi v prihodnosti, namreč, če ne že na področju športnega pravilnika, pa morda na področju tehničnega pravilnika. Kje pa piše, da novi komisarji in tehnični delegati se ne bodo zmotili pri interpretaciji kakšnega drugega člena. Težava je nekje drugje. Namreč sam razumem, Mihael Masij je svojo kariero plačal za to napako. Kot smo ugotovili, ni bil edini v tistem danem trenutku, ki je napravil napako. Napravili so jo vsaj še 4 drugi posamezniki, ki so njegovo interpretacijo potrdili. In seveda, na dokumentu so spodaj vsi podpisani. In tu na ekranu vidimo njihove življenjepise iz takratnega materiala, ki ga FIA pripravi pred vsako dirko. Sedaj bi vam rad pokazal nekaj, kar bo marsikoga izmed vas presenetilo, in seveda videli bomo, da zgodba, čeprav je že premleta, mogoče še prevečkrat, še zdaleč ni končana. Ko pogledamo, kdo je bil med tisto 4 na prvi dirki letošnje sezone, bomo videli, da se eno ime ponavlja. Torej, pri FIA so znali reagirati, čeprav pozno, v primeru Mihaela Masija. Kar se tiče pa drugih funkcionarjev, ki so njegovo zmoto potrdili, no ja, tam se pa da marsikaj spregledati, pozabiti oziroma lepo pomesti pod preprogo. Sicer pozdravljam ta korak naprej, ki ga vidimo pod novim vodstvom Bin Sulejema, a to še ne pomeni, da sedaj smo vse zagate rešili. Upam, da v prihodnosti kaj takega, kot smo videli v Abu Dhabiju, ne bomo videli nikoli več. A mislim, da je prav, da vsi odgovorni odgovarjajo za svoje napake, ne le tisti, ki so bili najbolj medijsko vzpostavljeni. A vem, sam sem po navadi preveč zahteven in mnogokrat prestrog, a ne morem si pomagati. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.